Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Nadaljuje se roman. Nadaljuje se roman. Daleč je še zadnja stran. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan, moje ime je Marko Lukan, vi pa ste priča jutranjemu vrtiljaku modrih misli, zelenih nesmislov in rdečih strasti. A veste, da sem za trenutek že hotel pokritizirati, da nihče ne zaželi nikomur v chatu dobro jutro, potem se je pa vsulo, torej sem morda sprovociral to, saj veste, tisto idejo, ki jo širiš, tisto ti vesolje pošle nazaj. Torej, majčkeno prehiter sem hotel biti kritikanski, ampak zgleda, da je vesolje vedelo, da bom poslal željo po pozdravih, dobro jutro. Veseli me, da nas je danes malo več, lepo pozdravljam tiste, ki jih vidim na kameri, ta trenutek vidim Alenko in Marijo, lepo pozdravljam tudi vse ostale, pa tople pozdrave pošiljam na Majorko, odkoder se nam oglaša Andreas Hacin. Danes je 18. oktober, 18. vinotoč ali 18. vinotok, kakor temu radi rečemo, ali pa bi rad videl jaz, da temu radi rečemo v nekem starem slovenskem izrazoslovju. Najprej bom povedal nekaj podatkov, tako kot imam to navado v zvezi z 18. oktobrom. Poskušal vam bom šerati še screen, da boste pač videli, o čem govorim. In sicer takole bomo naredili, samo trenutek. Dajte mi v chat napisati, 222, če vidite zdajle na screenu ene kravate. Vidite, ok, Alenka že kima. Zaradi mene ni treba pisati, sem dojel. Ok, 18. oktober, torej, zakaj vidite zdajle na vaših zaslonih kravate? 18. oktober je namreč mednarodni dan kravat. Sodobna kravata izvira iz rute, ki so jo nosili hrvaški najemniški vojaki iz vojne krajine, ki so se borili na francoski strani med 30-letno vojno v času Ludvika XIV. In z njo pritegnili pozornost Parižanov, torej ne prihaja vsa moda iz prestolnice mode iz Pariza, ale je prišla tukajle iz naše okolice. Če sem že ravno omenil vojno krajino, vojna krajina je območje v današnji Hrvaški, pa čisto na južnem delu Slovenije, ki je nastalo zaradi obrambe pred turškimi vpadi. Tam so živeli uskoki, to so bili begunci pred Turki, poleg njih pa tudi Vlahi in Srbi, ki so se zlasti v 16. stoletju na to območje preselili iz okupiranih delov Balkana. Saj veste, 500 let so tam vladali večinoma Turki. V zameno za hrano in dom so branili ozemlje Slovenije, današnje Slovenije in torej tedanjega Avstrijskega cesarstva pred vpadi Turkov. Vojna krajina je torej pas, ki se je med letoma 1460 in 1881 izoblikoval vzdolž turške meje. Od leta 1556 pa je območje spadalo pod upravno pristojnost cesarskega dvornega vojnega sveta na Dunaju, ki je tudi financiral obrambne aktivnosti na tem območju. Tako kot sem že omenil, večina uskokov je prišla iz balkanskih narodov, ki so bežali pred Turki, ker je bilo pač Turkom izpostavljeno tudi Avstrijsko cesarstvo, so te modele naselili na nenaseljeno območje, ki je bilo pač prva obrambna linija proti Turkom. S tem so zaščitili in cesarstvo in hkrati beguncem dali dom ter hrano. Za uskoke pa je bila torej značilna stalna vojaška pripravljenost. S časoma je neka popačenka za Hrvata, kravate, označevala vse vrste rut in trakov okoli vratu, ki so tedaj prišli v modo. Sedanjo obliko pa je kravata dobila konec 19. stoletja
in iz iste besede izvira tudi sedanja slovenska beseda kravata, mogoče pa tudi malo preko nemške besede kravat, torej z dvojnim v-jem. Ne znam tako povedati, ampak vam povem, da je nemška beseda z dvojnim v-jem, ne. Gremo dalje. Tale slika prikazuje osvrt na leto 1898, torej na današnji dan so Združene države Amerike prevzele oblast nad Portorikom oziroma Puerto Rico, kot se reče, če kaj špansko razumem, je Puerto, ne vem, mogoče kakšen port, torej pristanišče, Rico zagotovo pomeni bogato, ne, tako da bogato pristanišče je verjetno mamac, kot rečemo na Jesenicah, ali pa privablja land of the free, home of the brave, torej Ameriko, ki zelo rada red dela tam, kjer je kakršnakoli bogatija. Puerto Rico campaign, kot jo uradno označujejo Američani v svoji zgodovini, torej kampanja, je bila ameriška vojaška operacija na morju in na kopnem, torej na otoku Puerto Rico med špansko-ameriško vojno. Ofenziva se je sicer začela 12. maja tistega leta, torej 1898, kampanja v narekovajih pa se je sicer končala 10. decembra po podpisu pariške mirovne pogodbe. Spopad je bil v primerjavi z drugimi konflikti v špansko-ameriški vojni relativno kratek, ker se je vojna končala, še preden so bili vsi vojaški cilji ameriški, torej izpolnjeni. Med dejavniki, ki so zavojevalcem, ki so bili takrat Američani, ne, koristili v kratki kampanji, je bil ta, da so nekateri Portoričani, ki so prebivali v južnih in zahodnih mestih in vaseh otoka, prezirali špansko vladavino in so na Američane gledali kot na svoje osvoboditelje. To je verzija, ki jo najdete v ameriških zgodovinskih učbenikih, v kakih drugih boste našli tudi verzijo, po kateri se je marsikateri prebivalec otoka Puerto Rico uprl ameriškim, kakor oni rečejo, osvoboditeljem, nekateri jih pa seveda gledajo tudi kot okupatorje. Naslednji dogodek, povezan z današnjim dnem, se je zgodil leta 1922, torej pred natanko 100 leti. Gotovo boste to danes še slišali, če boste gledali televizijo, sem prepričan. Na današnji dan so namreč ustanovili podjetje BBC. British Broadcasting Company, kot se je prvotno uradno imenoval BBC, so 18. oktobra 1922 ustanovili, torej neka skupina vodilnih proizvajalcev telefonov, vključno z Marconijem, ki si je telefon praktično izmislil. BBC-jevo dnevno oddajanje se je začelo v Marconijevem londonskem studiu, imenovanem 2LO, 14. novembra 1922, torej čez slab mesec, ne, bo 100 let od tega. BBC je seveda najstarejša nacionalna radiotelevizija na svetu in po številu zaposlenih skupaj zaposluje več kot 22,000 ljudi, je tudi največja televizijska hiša na svetu. Od svojega začetka preko druge svetovne vojne, kjer so njegove oddaje pomagale združiti tedaj napadeni britanski narod, do popularizacije televizije v obdobju po drugi svetovni vojni in celo interneta v poznem 20. in zgodnjem 21. stoletju je BBC igral in še seveda igra vidno vlogo v britanskem življenju in kulturi, zaradi svoje kvalitete pa ima vpliv tudi na večino ostalih televizij, vsaj v zahodnem svetu, če že ne širše. Tale naslednji dogodek vam je mogoče malo bližje od BBC-ja. Na današnji dan leta 1955 so v tedanji jugoslovanski avtomobilski metropoli, kakor so ji rekli v Kragujevcu v Srbiji, začeli s proizvodnjo svoje verzije modela Fiat 600. V teh naših krajih se ga je seveda prijel ime Fića oziroma Fićo v Sloveniji. Proizvodnja je potekala vse do leta 1985. Zdaj, če dam nekaj
mogoče ne toliko zanimivih, ali pa kakorkomu podrobnosti. Najprej je bil proizveden tako imenovan model 600D, takle z vrati, ki so imele kljuko spredaj. Imel je 767 kubičnih centimetrov, torej njegova mašina ni bila niti litrska, vemo, s kakšnimi makinami se vozimo danes. Imel je 24 konjskih moči in je bil tako rekoč posodobljena različica italijanskega originalnega Fiata s 633 kubiki, ki je imel 21,5 konjskih moči. Od leta 1962 se je potem začela proizvodnja tako imenovane zastave 750M in to je bil tisti fičo, ki jih je bilo največ na naših cestah. Bla, 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 da ne govorimo o tehničnih podrobnostih. Skratka, ko je prišel leta 1979 tisti, kakor so mu rekli, močnejši fičo, je imel 22 kilovatov in je razvijal brzine do 120 kilometrov na uro. Če priznam, moj foter je imel enega približno tacgale, da bo malo povečal. Evo, sicer naš je bil malo bolj krem barve, tale je precej rumen. In povem eno resnično prigodo tamle dol pri Radovljici, torej 15 kilometrov od Jesenic v smeri Ljubljane. Zdaj še ni bilo avtoceste, tam je en delček ceste, ki smo mu rekli skakalnica. Zakaj? Ker je zelo strm delček ceste, nekaj 100 metrov je dolg. Tam dol je enkrat moj foter pognal fička z menoj na zadnjih sedežih. Tisti fičo je zares šel 120, ampak spomnim se dogodka, po katerem je Cagar, ki je pokazal na 120, imel tam en zatič, do kamor je torej tisti Cagar šel in potem se je ustavil. No, tisti Cagar, tisti kazalec je bil narejen iz tako slabe plastike, da se je na skakalnici v Radovljici zlomil. Očitno je šel fičo več kot 120 tam dol, tako da ni šlo za ne vem kako kvaliteten avto, ampak evo, preživeli smo, vozili smo se, tako da imam tudi na našega fička neke lepe spomine. Kar se tiče izdelave fičota v Kragujevcu, 18. novembra 1985 je bil izdelan zadnji fičo in zadnji fičo je bil izdelan prav rumene barve, take kot je tale na sliki, skupaj pa so jih v Kragujevcu izdelali 923,487, natančno. Ne vem točno, kateri po vrsti je bil tale naš. Tale model, ki ga vidite zdajle na sliki, še njega malo povečam, ne vem, če ga kdo prepozna, je pa povezan z današnjim dnem leta 1939. Tole je Lee Harvey Oswald. V principu je bil človek ameriški vojak, kakor najdete v zgodovinskih zapiskih, tudi marinec in atentator. Torej na današnji dan se je rodil v New Orleanu, v Louisianu, umrl pa je 24. novembra 1963, po čem je znan Lee Harvey Oswald. Bom povedal zdajle na kratko. Oswald je bil zaradi stalnih in ponavljajočih se motenj pouka že pri 12 letih zaprt v ustanovo za mladoletnike. V tistem času enkrat ga je psihiater ocenil kot čustveno problematičnega fanta, potem ko je v mladosti obiskoval kar 22 različnih šol in bil iz njih pogosto izključen. Na nekatere je pa preprosto nehal hoditi, torej prenehal obiskovati pouk, se je v starosti 17 let pridružil marincem, torej praktično še niti zrel poba ni bil, ne? Ampak to ameriška vojska se vzame v svoje enote. Oswald je bil med služenjem dvakrat na vojaškem sodišču in je bil zaprt zaradi nekih kršitev. Tako kot imajo oni formulacijo, je bil častno odpuščen iz aktivne službe v marilcih v rezervo, nato pa je takoj odšel v Evropo in oktobra 1959 pobegnil v tedanjo Sovjetsko zvezo. Živel je v Minsku v Belorusiji in se je poročil z Rusinjo po imenu Marina in imel eno hčerko. Junija 1962, torej čez dobra 3 leta, se je z ženo vrnil v ZDA in se na koncu preselil v Dallas,
v Teksas, kjer se je rodila tudi njegova druga hči. Dallas je seveda prizorišče znamenitega dogodka, ki še danes ni popolnoma razjasnjen. In sicer Oswald naj bi 22. novembra 1963 iz 6. nadstropja skladišča, knjižnega skladišča v Dallasu ustrelil in ubil tedanjega ameriškega predsednika Johna F. Kennedyja, ki se je vozil z avtomobilom čez tako imenovano Dealey Plazo v Dallasu. Približno 45 minut po atentatu na Kennedyja je Oswald na lokalni ulici ustrelil še policista J.D. Tipita, nato je pobegnil v kino, kjer je bil aretiran zaradi umora policista. Torej, obtožili so ga atentata na Kennedyja, vendar je odgovornost za atentat zanikal. Torej, on je trdil, da tega ni naredil. 2 dni kasneje, 24. novembra, pa ga je lastnik lokalnega nočnega kluba Jack Ruby v živo na televiziji v kleti Dallasovega policijskega sedeža ustrelil, torej Oswalda, in tudi Oswald je strelnim ranam podlegel. Septembra leta 1964 je tako imenovana Warrenova komisija ugotovila, da je Oswald pri atentatu na Kennedyja deloval sam. Ta zaključek, čeprav sporen, je bil podprt s preiskavami policijske uprave Dallas, Zveznega preiskovalnega urada, tako imenovanega FBI-ja, tajne službe Združenih držav Amerike in odbora za atentate tedanjega parlamenta. Zakaj sem rekel, da gre za sporne ugotovitve? Zaradi tega, ker je bilo ugotovljeno, da so streli prišli iz večjih strani in torej Oswald najbrž ni deloval sam. Arhivi v zvezi z atentatom na Kennedyja pa so tudi po 50 letih še zaprti, čeprav zakonodaja pravi, da se arhivi po 50 letih morajo odpreti, če koga ta tema zanima bolj, naj si ogleda film imenovan JFK s Kevinom Costnerjem v glavni vlogi, priporočam. Ogledal sem si ga večkrat, igrajo pa tudi Tommy Lee Jones, Joe Pesci in podobni. Skratka, dovolj blebetanja v zvezi z današnjimi dogodki. Zdajle se bomo lotili zapisovanja jutranjih hvaležnosti, potem nas čaka še Jorge Bucay in pa seveda jutranje afirmacije. Tako da, zvezke v roke, pisalo v roke, notesnike v roke, nekaj minut za zapisovanje hvaležnosti, potem se slišimo pa znova.
Ok, jaz sem z zapisovanjem kar zaključil, nekoliko krajši sem bil danes, glede na to, da sem se kar dobro razumel pri pripovedovanju jutranjih zanimivosti in sem porabil ob tem precej časa. Čaka nas še seveda zgodbica Jorgeta Bukeja. Tisti, ki si zapisujete, si seveda v miru zapišite do konca. Ostali prisluhnite zgodbici, ki bo, danes vem, kar poučna, zelo zanimiva. Potem pa, kar se tiče afirmacij, če slučajno prekine zvezo, jih bom seveda tako kot vsako jutro prilepil tudi v Telegram chat, če jih bom pa povedal do konca, jih bom pa pač povedal do konca. Gremo na zgodbico Jorgeta Bukeja. Danes se imenuje Iskalec. Dajte mi napisati za vsak slučaj, če je slučajno glasba v ozadju preglasna oziroma če jo sploh slišite. Slišite jo, preglasna pa ni, ok, dojemam. Gremo. Zgodbico imenuje se Iskalec. To je zgodba o človeku, ki bi ga opredelil kot iskalca. Iskalec je nekdo, ki nekaj išče, vendar ne nujno nekdo, ki tisto tudi najde. Iskalec niti ni nekdo, ki nujno ve, kaj sploh išče. Je preprosto nekdo, za katerega je življenje eno samo, veliko, trajajoče iskanje. Nekega dne je iskalec začutil, da bi moral iti v mesto imenovano Kamir. Naučil se je poslušati svoje občutke, ki so prihajali iz neznanih delov njega samega, zato je pustil vse dotedanje početje za seboj in začel svoje popotovanje. Po 2 dneh hoje po prašnih cestah je v daljavi zagledal želeni cilj, mesto Kamir. Tik pred samim mestom mu je padel v oči hrib na desni strani poti. Bil je čudovit, z zelenjem poraščen hrib, na katerem je bilo videti mnogo dreves, ptic in ljubkih rož. Hrib pa je bil popolnoma ograjen z lično polirano leseno ograjo. Bronasta vrata so popotnika kar sama vabila k vstopu. Nenadoma je iskalec pozabil na mesto pred njim in se predal skušnjavi, da bi si vzel nekaj časa in na hribčku počival. Stopil je skozi bronasta vrata in začel počasi hoditi med belimi kamni, ki so bili, kakor se je sprva zdelo, naključno razporejeni, kakor nametani med drevesi. Pogled je uprl v vsako podrobnost tega pisanega raja. Njegove oči so bile oči iskalca in morda je zato na enem od kamnov našel naslednji napis. Abdul Tarek je živel 8 let, 6 mesecev, 2 tedna in 3 dni. Iskalec je bil ganjen, ko je ugotovil, da kamen ni le navadna skala, ampak nagrobnik. Žalostna je bila misel, da je tam pokopan tako mlad otrok. Ko se je ozrl okrog sebe, je iskalec opazil, da ima tudi naslednji kamen napis. Nagnil se je bližje in na glas prebral. Jamir Kalib je živel 5 let, 8 mesecev in 3 tedne. Iskalec je bil strašno šokiran. Ta čudovit kraj je bil pokopališče in vsak kamen je očitno označeval grob. Enega za drugim si je začel ogledovati nagrobnike ter napise na le teh. Prav na vseh je pisalo podobno. Tam so bili ime in natančna življenjska doba pokojnika. Iskalca je prestrašilo, ko je ugotovil, da je najdlje živeča oseba pokopana tam bila stara komaj 11 let. Prevzet od strašne žalosti, je sedel in začel jokati. Bi mu je tedaj naključno prišel oskrbnik pokopališča. Nekaj časa je v tišini gledal moškega, ki je jokal, nato pa ga je previdno vprašal, ali joče morda za kakim družinskim članom. Ne jokam za nikomer iz družine, je odgovoril iskalec. Kaj se je zgodilo tem ljudem in kaj groznega je tam v tistem mestu? Zakaj je tukaj pokopanih toliko mrtvih otrok? Kakšno prekletstvo je doletelo te ljudi, zaradi česar so bili prisiljeni zgraditi pokopališče, namenjeno mrtvim otrokom? Starec se je nasmehnil in odgovoril. Pomiri se, nobenega takega prekletstva ni.
Tako je pač, da imamo tod star običaj. Ko mladenič dopolni 15 let, mu starši kupijo zvezek, kakršnega imam jaz tukaj, okoli vratu. Pri nas je tradicija, da od svojega 15. rojstnega dne dalje vedno, ko se nam zgodi nekaj intenzivnega, odpremo zvezek in na levo stran zapišemo, v čem smo uživali, na desno pa, koliko časa je trajalo. Sta se z dekletom zaljubila? Kako dolgo sta trajala strast in užitek? Teden, 2, 3 tedne in pol? Ali pa recimo vznemirjenje ob tvojem prvem poljubu? So te spreleteli mravljinci? Kako dolgo je trajal? Je bil to polminutni poljub? 2-minutni? Je tako rekoč trajal 2 dni? Ves teden? Kaj pa nosečnost vaše žene in rojstvo prvega otroka? Poroka vaših prijateljev in vaše najbolj zaželeno in srečno opravljeno potovanje? Kaj pa ponovno srečanje z bratom, ki je dolga leta prebil v tuji deželi? Kako dolgo je trajalo uživanje v teh dogodkih? Ure, dneve, tedne, morda še dlje? Tako si v zvezek zapisek naredimo vsakič, ko uživamo v posameznem dogodku. In ko nekdo umre, je naša tradicija, da odpremo zvezek in seštejemo zapisani čas, nato pa ga ovekovečimo na grobu. Gre namreč za čas, ki so ga umrli, živeli resnično. Evo, to je bila ta zgodba Jorgeta Bukeja, ki prav gotovo vsakemu da zamisliti. Namreč, koliko je v resnici časa, ki ga napolno živimo, koliko je časa, ki ga je vredno zapisati, in to je ves čas, ki ga imamo v neki memoriji kot dobro, kot kvalitetno preživeti čas. Vse ostalo je pa, če tako rečemo, kalo, ki nas pa sicer tudi lahko nečesa nauči. Glede na to, da me je že pred nekaj minutkami sistem opozoril, da se bližamo koncu, bom jaz pristopil kar k manifestacijam. Postopek, kako to počnemo, že poznate, zato ga ne bom ponavljal. Torej, udobno se namestite in prisluhnite. Danes malo več tega in ne bo prilika za ponavljati, zato pa toliko bolj pozorno poslušajte. Meni bo danes pomagal pri tem orgonit. Takole gre. Obstaja samo eno stvarstvo, to je vesolje. Obstaja samo en to je vesoljni. Življenje je samo eno vesoljno. Obstaja samo ena snov in to je vesolje. Svet, kakor ga poznam, je kreacija vesolja. Vesolje je gibljiva, prožna in tekoča stvaritev. Vesolje je življenje samo, je obilje in je vse bogastvo tega sveta. Obstajam v vesoljni blagini. Vesoljni me je ustvaril, da bi lahko deloval skozi mene. Zato sem dovzeten za njegovo obilje. Dojemljiv sem za njegovo kroženje v mojem življenju v obliki denarja. Denar je vesoljna ideja kroženja v mojem svetu financ. To idejo v celoti sprejemam. Cenim to idejo in všeč mi je. Ker je denar vesolja v akciji, je absolutno dober in je zdrav. Zame je to vesoljno darilo in zdaj mi uspeva. Ne bojim se pomanjkanja, saj verjamem, da imam veliko denarja. Tako vesolje deluje v mojem svetu, tako vesolje skrbi zame. Gre dobesedno za vesoljno voljo na mojem bančnem, trgovalnem in vseh ostalih računih. Vesoljna dejavnost se manifestira v mojih naložbah. Vesoljno dejavnost je moč zaznati v vsem, česar se dotaknem. Vesoljni denar, ki preteka v moje življenje, je brezplačen. Ne poskušam ga zadržati zase. Ne postavljam ograj okoli njega. Gre za denar, s katerim razpolaga vesolje, zato pustim, da priteče noter, vendar pa tudi pustim, da steče ven. Vsakič, ko ga spustim, vem, da se mi bo vrnil v mnogo oblikah.
zdaj uživam v denarnem smislu pravo svobodo, veselim se tega, cenim to in se zato zahvaljujem vesolju. Denarja imam in ga bom vedno imel dovolj. In točno tako je tudi prav. Dragi moji, drage moje, tisti, ki ste na kamerah in tisti, ki ste samo poslušali skuštrani in v pižamah, hvala, ker ste bili tudi to jutro z menoj. Jutri zjutraj, če prej ne, se seveda vidimo na novem jutranjem vrtiljaku modrih misli, zelenih nesmislov in rdečih strasti. Jutri je predvidoma na vrsti epizoda Kremenčkovih, malo mi počasi iz glave uhaja, katere vse sem že doslej predstavil, ampak ni vrag, da tukaj ne bom zagrabil nečesa zanimivega in o tem povedal kakšne kratke štorije, kolikor znam na kratko sploh stvari povedati. Saj vidite, tisti, ki me spremljate, da sem precej gostobeseden. Kako bo s četrtkovimi kozorogovimi dosjeji, bomo še videli, glede na to, da je trenutno v AM Akademiji kar kup enih dogajanj, ampak v skrajnem primeru vidimo se, če ne drugače, jutri zjutraj. Lep dan želim, imejte se radi in tudi tistim okrog sebe, ki si tega zaslužijo, povejte, da jih imate radi, da jih cenite in da je z njimi v vaši bližini vaše življenje lepše. Rad vas ima tudi Marko, to sem jaz, tako da do nadaljnjega. Hvala, ker ste bili z mano, se vidimo, se slišimo. Ajde, čau.